Dober dan, lepo pozdravljeni. Moje ime je Barbara Bauman, z mano je kolegica Tanja Leskovar. Tanja bo prevzela besedo malce kasneje. Obe sva predstavnici Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, ker se v živo dogodka oziroma okrogle mize nisva mogli udeležiti, sva vam odgovore na vaša vprašanja posneli. Okolikor pa bi kdorkoli od nas želel še kakšno dodatno informacijo, sva pa vam seveda na voljo. Naj za začetek poudarjava, da temo srečanja oziroma dogodka zelo pozdravljava. Z obravnavamo tematiko v najširšem smislu se namreč tudi sami ukvarjava. Za nas razumna prilagoditev pomeni, da se študentom s posebnimi potrebami omogoči pravičen dostop do študijskega procesa, ne da bi se pri tem zniževalo strokovne ali akademske zahteve programa. To pomeni, da se študentom s posebnimi potrebami prilagaja pot do cilja. Se pravi, prilagodi se lahko prostor, način, tempo izvajanja samega študijskega procesa, potem podpora študentom, da so študijska gradiva na primer podana vnaprej, da so slikovno obogatena, da so navodila jasno strukturirana, da se organizira tutorstvo v najširšem smislu. Tutorji so lahko torej študentje, lahko so predavatelji, lahko tudi drugi prostovoljci. Nadalje se študentom lahko prilagaja tudi ocenjevanje znanja oziroma usvojenosti poklicnih kompetenc. Na primer tako, da imajo študenti na razpolago več časa. Še enkrat poudarjam, da prilagoditev ne smemo razumeti kot zniževanje kompetenčnih standardov, ki jih mora študent doseči. Meja med prilagajanjem in znižanjem akademskih ali strokovnih standardov pa je po našem mnenju tam, kjer prilagoditev ne pomeni več drugačne poti do istega učnega izida, ampak pomeni, da študent ne razvije poklicnih kompetenc. Eno temeljnih področij delovanja centra je razvoj metodologije in priprava sodobnih kompetenčno zasnovanih izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Tako, se pravi, kompetenčno zasnovani programi namreč spodbujajo take študijske aktivnosti, ki v večji meri vključujejo in upoštevajo individualne značilnosti študentov, v večji meri upoštevajo že pridobljena znanja. Izobraževalni programi so, če temu lahko tako rečem, bolj prožni, bolj prilagodljivi in zato lahko študentje, sploh študentje s posebnimi potrebami, v njih lažje sodelujejo. Pri kompetenčno zasnovanih študijskih programih gre torej za večje povezovanje med študijskimi predmeti, aktivnejše učenje študentov, več timskega dela, za kakovostno in strukturirano povratno informacijo in, kar je bilo že omenjeno, prožnejše učne poti. Tudi raziskave, ki so bile izvedene, potrjujejo večje zadovoljstvo in boljši občutek usposobljenosti strani mladih. Bi pa na tem mestu dodali, da center ne vodi nobenih individualnih postopkov usmerjanja in da višjim šolam nismo podali nobenih smernic ali priporočil za delovanje na tem področju. V zakonu o višjih šolah je namreč določeno, da vsaka šola pripravi svoj pravilnik o študentih s posebnimi potrebami in na ta način opredeli prilagoditve študija oziroma študijskega procesa. Pozdravljeni, še z moje strani. Kot je že bilo povedano, se študentom s posebnimi potrebami prilagaja pot do cilja, v tem primeru torej način opravljanja praktičnega izobraževanja. Bi izpostavili en konkreten ukrep, bi to bilo sistematično ozaveščanje in usposabljanje višješolskih skupnosti za odgovorno, vključujoče in spodbudno učno okolje. Pri tem ne mislimo samo na dodatna navodila o postopkih za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami. Ti postopki so seveda pomembni, vendar sami po sebi ne zadoščajo. Študent mora biti seznanjen s tem, da ima pravice, hkrati pa tudi z odgovornostjo, da pravočasno skomunicira svoje potrebe, sodeluje pri dogovorih, prevzema aktivno vlogo pri študiju in skupaj s šolo išče izvedljive rešitve. Enako pomembno pa je, da višja strokovna šola gradi varno in spodbudno učno okolje.
To pomeni, da predavateljski zbor ni usposobljen samo za izvedbo prilagoditev v tehničnem smislu, ampak tudi za prepoznavanje močnih področij študentov, za vzpostavljanje pozitivnega odnosa, za vabljenje študentov na konzultacije in za iskanje rešitev pred nastankom večjih težav. V praksi se žal še vedno toliko sliši formulacije v smislu, imamo toliko teh študentov s posebnimi potrebami ali pa spet se moramo ukvarjati s prilagoditvami. Takšen odnos je sam po sebi ovira za inkluzijo. Če prilagoditve razumemo kot breme, potem tudi najboljši pravilnik ne bo ustvaril vključujočega okolja. Zato je treba jasno povedati, da kultura šole ni samo odgovornost posameznega predavatelja, ampak tudi odgovornost ravnateljev in direktorjev kot pedagoških vodij. Nacionalni programski dokument Varno in spodbudno učno okolje postavlja kot temeljno izhodišče vzgojno-izobraževalnega sistema, saj lahko o učenju, poučevanju, ocenjevanju in ustvarjalnosti govorimo šele takrat, ko se učeči se počutijo varne in sprejete ne glede na svoje učne, psihosocialne ali razvojne posebnosti. To načelo je zelo pomembno tudi za višje strokovno izobraževanje. Zato bi kot konkreten ukrep predlagali, da se na ravni višjih strokovnih šol vzpostavi redno strokovno usposabljanje in ozaveščanje za predavateljske zbore, tutorje, organizatorje praktičnega izobraževanja in vodstva šol. Vsebina ne bi smela biti samo pravna, ampak predvsem pedagoška. Kako graditi odnos, kako komunicirati s študenti, kako načrtovati razumne prilagoditve brez zniževanja standardov in kako skupaj s študentom graditi njihovo odgovornost za študij. Torej, CPI lahko v tej povezavi skupaj s skupnostjo višjih šol, naprimer z organizacijo strokovnih predavanj, posvetov, dogodkov, izmenjavo dobrih praks in nadgradnjo pedagoško-andragoških znanj za predavatelje, prispeva k podpornemu in povezovalnemu učnemu okolju.